Na začetku so ga klicali terenec, potem pa so mu rekli SUV. Zdaj mu pravijo družinsko vozilo, ampak v bistvu je Tuareg vse to. Seveda smo najprej preverili njegove terenske sposobnosti, a nismo bili prav nič presenečeni, s kakšno lahkoto je premagal vzpon na hribček, na katerega se povzpnemo z vsakim testnim terenskim vozilom. Malce bolj smo bili presenečeni, s kakšnim udobjem nam je postregel novi Tuareg. V avtu je tako tiho, sedeži so odlični, spredaj in tudi zadaj je ugodja na pretek. Celo za 3 odrasle, še bolj za 5-člansko družino. Resnično se čuti, da so pri ureditvi kabine Volkswagenovci porabili zares veliko časa in to sploh ne samo po zaslugi 15-palčnega zaslona na armaturki. Tako prijetno je v njem, da je s slovenskega zornega kota že kar težko razumeti, da v najvišjem menedžmentu Tuareg ne velja za luksuzni avto, kar tudi sam Volkswagen poudarja. Po našem mnenju pa vožnja v Tuaregu v ničemer ne zaostaja za Audijem, Mercedesom ali Porschejevim Cayennom. Tuareg vozi celo tako mirno, da prav iz tega sledi naša prva pripomba. Namreč elektronski pomočnik, ki skrbi, da vozimo po sredini voznega pasu, zmore samodejno obrniti volan tudi v že res zelo zaprtih ovinkih in pri visoki hitrosti. Toda pri svojem delu se očitno zanaša, da vozniki nenehno migamo z volanom. A kaj, ko je Tuareg tako miren in smerno stabilen na cesti, da roke med vožnjo očitno mirujejo. Zato nas je Tuareg redno opozarjal, naj primemo volan, pa čeprav smo ga ves čas držali. Sicer pa izredno pohvalimo tudi aktivni tempomat, ki potem, ko samodejno ustavlja, nato pa bolj potrpežljivo kot tekmeci čaka, da sprednji avto spelje in mu nato sledi. In navdušil nas je tudi nočni pregled, ki nam je po noči na displeju prikazal v črno oblečenega soseda ob cesti, takrat, ko smo pred sabo videli samo črnino. Pa tudi naša pripomba številka 2 je povezana s pohvalo. Namreč vozni programi so zelo učinkoviti. Voznik samo izbere, s kakšno podlago ima opravka in Tuareg samodejno prilagaja podajanje moči, nadzoruje zdrse in preprečuje nagibanje. Razlike med voznimi programi so tako zelo očitne, da voznik v programu Comfort ne more peljati dinamične. Menjalnik je počasen in pospeševanje obotavljajoče. Športni program pokaže povsem nasprotno sliko. Avto je odziven in hiter. To torej hvalimo, a vendarle se mora voznik s temi voznimi programi ves čas ukvarjati. No big deal, bodo rekli napredni lastniki. A kot vemo, se okoli 70% lastnikov teh gumbov v avtu ne dotika.